Zdaj v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke obžalujemo vsakršno nasilje oziroma, bom rekla, grožnje z nasiljem ali grožnje smrti do kateregakoli državljana. In to, kar se je zgodilo v petek našemu kolegi poslancu, magistru Branku Grimsu, je seveda tudi v poslanski skupini doživelo, bom rekla, veliko obžalovanja in pa tudi zahtevalo neke, bom rekla, ukrepe, ki smo jih pač sprožili v okviru naših pristojnosti. Tako sem takoj glede na incident prosila generalno sekretarko Državnega zbora, da zavarujejo vse posnetke, ki so jih posnele varnostne kamere v okolici Državnega zbora in se tudi aktivno sodeluje z organi pregona. Potem istočasno sem na predsednico Državnega zbora naslovila zahtevo, v kateri jo pač prosim, da o varnosti poslancev in seveda vseh ostalih zaposlenih v Državnem zboru spregovorimo na kolegiju predsednika Državnega zbora in tudi naslovila zahtevo, da se vse poslance varuje na poti od Državnega zbora do parkirnega mesta oziroma do garažne hiše in obratno. Torej še enkrat poudarjam, da ne gre za varovanje poslancev v celoti, ampak samo za varovanje dela, torej prihoda in odhoda poslancev iz garažne hiše do, bom rekla, Državnega zbora. In pa potem sem v soboto, kljub temu, da so pač bile počitnice oziroma prazniki, na predsednico Državnega zbora naslovila tudi pobudo za sklic nujne seje kolegija predsednice Državnega zbora. To namreč omogoča poslovnik Državnega zbora. No, danes pa je poslanska skupina Slovenske demokratske stranke na predsednico Državnega zbora naslovila zahtevo za sklic kolegija predsednice Državnega zbora in pa v Državni zbor smo vložili tudi zahtevo za sklic nujne seje za notranje zadeve na temo zaradi načrtnega stopnjevanja sovražnosti, spodbujanja nasilja ter napadov proti posameznikom na podlagi njihovih vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora. Zdaj moram reči, da strani predsednice Državnega zbora je na mojo prvo zahtevo glede varovanja poslancev od Državnega zbora do garažne hiše prišel odgovor, da obžaluje napad na našega kolega Grimsa, da tudi, bom rekla, podpira predlog, ki sem ga dala, torej še enkrat varovanje od Državnega zbora do garažne hiše in da se bomo o tem pogovorili po počitnicah. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da bi bilo treba to narediti takoj, da tudi če so počitnice, jaz mislim, da je dogodek, ki se je zgodil kolegu takšne narave, da je potrebno odreagirati takoj. Zdaj moram reči, da leta in leta prenašamo grožnje, napade na Slovensko demokratsko stranko, na člane, da osebno poslanci dobivamo različna pisma, vizitke z grožnjami, telefonske klice. Nenazadnje pa moram reči, da so se tudi v zadnjih 2 letih ti organizirani, pa vendar ne najavljeni protesti, da so sprožali še, bom rekla, še večje, dajali večje spodbude posameznikom za napade na naše poslance, pa tudi na člane Slovenske demokratske stranke. In moram reči, da v tem mandatu po vsaki seji Državnega zbora, ko zapuščamo Državni zbor in ko gremo čez cesto, nas tam pred stopnicami pričakajo 3 do 4 možje, ki nas nenehno žalijo, grozijo tudi z nasiljem, nekaterim tudi smrtjo in neodzivnost, bom rekla, organov je tukaj, bom rekla, vprašljiva oziroma zakaj nihče ne reagira na to, čeprav varnostne službe in pa policisti izpred Državnega zbora to vedno spodbujajo.
Tudi na teh protestih, ki so se dogajali zadnje 2 leti, so sodelovali tudi izvoljeni funkcionarji nekaterih strank in dajali legitimnost tem pozivom, pa tudi zdaj v času tega mandata v Državnem zboru doživljamo, bom rekla, demonizacijo in progon proti našim poslancem in seveda vse to je spodbuda k nasilju. In v Slovenski demokratski stranki poslanski skupini menimo, da je zdaj pa skrajni čas, da se končajo ti pozivi k nasilju, ne glede na to, za koga gre, ne glede na to, ali je to poslanec Slovenske demokratske stranke, ali poslanec Nove Slovenije, ali poslanec Svobode, ali katerekoli poslanske skupine v Državnem zboru. In zato sem tudi v petek pozvala vse poslance, da vendarle stopimo skupaj in da izrečemo podporo kolegi Grimsu in podporo vsem nam, oziroma da rečemo končno, da je dovolj tega nasilja v družbi, nasilja nad katerimkoli državljanom v Republiki Sloveniji. Žal moram reči, da se na to pobudo ni odzval nihče, pa vendarle še vedno upamo v poslanski skupini, da bo odziv po tem dogodku čim prej, tudi strani predsednice Državnega zbora, kolegija predsednice Državnega zbora in seveda vseh poslancev. Tako da pričakujem torej čim prej to razpravo in pa tudi, da se nekaj na tem področju vendarle zgodi v samem Državnem zboru in pa tudi na ulici. Hvala. Če kakšno vprašanje, pa izvolite. V zadnjih tednih, dneh so stranko SDS označili z besedno zvezo mračne sile, tudi včeraj župan mestne občine Ljubljana na slovesnosti, pa me zanima, če tudi to štejete v ta del groženj proti vaši stranki. Glejte, pravite v zadnjem tednu, jaz pravim, da se te grožnje ali pa demonizacija in pa črnitev članov in pa izvoljenih funkcionarjev Slovenske demokratske stranke izvaja že več let, ne samo v zadnjem tednu. In pozivi k smrti predsednika naše stranke, pa smrti tudi določenih poslancev, se dogaja že dalj časa in se v bistvu samo stopnjuje. In jaz mislim, da je potrebno res temu narediti konec, ker na koncu ne bomo samo mi v Slovenski demokratski stranki tisti, ki bomo doživljali te grožnje ali pa se celo zgodilo podobno, kot se je zgodilo kolegu Grimsu, ampak tudi ostalim poslancem. Tako da vse to spodbuja sovraštvo do nas v poslanski skupini Slovenske demokratske, ki imamo drugačno mišljenje od tistih, ki pač demonstrirajo na Trgu Republike ali pa od kolegov iz drugih poslanskih skupin. Torej, SDS bo krenila tudi v referendumsko kampanjo, morda neka ocena bi se lahko diskurs v tem obdobju pred referendumi še zaostroval in kako namerava vaša stranka vstopiti v to kampanjo, kako boste nagovarjali volivce neko sporočilo? Jaz upam, da se ta diskurs ne bo stopnjeval, ker pravim še enkrat, pozivamo k temu, da se strasti umirijo, da se vendarle nekaj ukrene, bom rekla, na ravni Državnega zbora, ker pač govorimo o poslanski skupini. Jaz verjamem, da tudi v širši družbi, da bo to sprejeto pozitivno oziroma da se bo pripomoglo k temu, da se ti diskursi znižajo na minimum. V referendumsko kampanjo stopamo tako kot vedno, kot uradni organizatorji z, bom rekla, z kampanjo, ki sledi tistemu, k čemur je referendum namenjen. Torej, da se glasuje proti škodljivim zakonom, ki jih je sprejela ta vlada. In to so tisti 3 zakoni, o katerih govorimo, proti ukinitvi dolgotrajne oskrbe, proti politizaciji RTV Slovenija in seveda proti povečanju števila ministrstev, zato ker nekatera ministrska stolčka želijo imeti tisti neizvoljeni funkcionarji, torej vemo, za katere gre, za predstavnike SAB-a in LMŠ-a nekdanjega. Me še nekaj zanimalo. Glede družbenih omrežij. Zdaj verjamem, da vse politične stranke bi bile nekako dolžne opraviti neko samo refleksijo, ker družabna omrežja marsikaj prenesejo, sploh kar se tiče neke svobode govora,
ki je na meji s sovražnim govorom. Pa me zanima, če bi bili tudi v vaši stranki pripravljeni opraviti neko samo refleksijo glede sporočil, ki so na družabnih omrežjih, oziroma sprejeti neko pobudo, da bi se vse politične stranke zavezale, da sprejmejo neke nove smernice komuniciranja na družabnih omrežjih. Glejte, vsaka pobuda je dobrodošla, vsaka pobuda, ki zmanjšuje, bomo rekla, nasilje v družbi, grožnje z smrtjo, je pa besedna zveza sovražni govor marsikdaj, bom rekla, izkoriščena v smislu zato, da, če lahko karikiram, no, zapre usta nekomu, ki je kritičen do trenutnega stanja, ali političnega, ali širše družbenega. Hvala.